Gremo, kako ne jemati stvari osebno. Dober večer, dober večer, dober večer. Kako se nocoj počutite? Dajte mi povedati. A ste super? Ma noben mi nič ne bo. A ste Ja, super super. ali ja ali ne? No, evo, tle, Ja, evo, super. absolutno. Dobrodošli na nocojšnjem mirnem pritisku, pa bomo ta pritisk nocoj imenovali tekma. Ja, nogometna tekma. Tam je vedno pritisk. Čisto do zadnje sekunde je vedno pritisk. Pa se dajmo malo uživeti. Ta tekma bo trajala kar nekaj minut, ukolikor ne bo podaljškov. V redu. In vsi ste del ekipe. Vsi smo del ekipe, pa recimo, da smo Olimpija. V redu, smo Olimpija. Ok. Fantje in dekleta na Zoomu in tukaj jaz bi rad danes na igrišču videl pošteno tekmo. Probal sem, veste, dati 20 evrov pred kamero, pa se je skozi videlo. Pol sem probal unga zelenega za 100 evrov, se ga sploh ni videlo, ker je green screen, tako da sem se odločil, da bom oranžnega pokazal, ki se pa vsaj malo vidi, ker tukaj so barve zelo pomembne. V redu, gremo nazaj na tole naš switch kamero. Odločil sem se, da bom nocoj sodnik iz dveh drugih razlogov. In sicer eno, rad bi ostal v dobri fizični formi. V dobri fizični formi, ker veliko sedim za računalnikom in to. Drugo pa, ker sem se želel naučiti tekom tekme, kako stvari ne jemati osebno. Torej, danes se bomo naučili, kako ne stvari jemati osebno. V družini, konfliktu, pred redarjem, pred policajem, pred vhodom v špar, pred zdravnikom obolenc, ko od vas se zmer nekaj zahteva, kako stvari ne jemati osebno. Namreč, gledalci komaj čakajo, ko si sodnik na tekmi in sta dve moštvi, da ti kot sodniku kaj zakričijo iz tribune, kakšne spodbudne, pozitivne reči, recimo, tako da. In ko na sodnika kričijo, ko sodi takole med tekmo, kaj ponavadi rečejo iz tribun? Navijači, gledalci, ki navijajo za svoj tim, pa sodnik ne vem, reče, zdaj pa to faul, pa si zrak, kaj rečejo? Daj no, sodniška zguba, a si slep? Namerno navijaš za nasprotno ekipo. Goljufaš, sodniška zguba. Kot omenjeno, jaz sem nocoj ta kozel, ta grešnik in danes se bomo šli težko tekmo. Ne bo vam lahko, ker jaz se očitno kot sodnik na tekmi vedno motim in vedno vse naredim narobe. Ja, vedno sem jaz kriv. In danes v tej tekmi, v tej igri, sem se želel naučiti, kako ne bi jemal vsega tega osebno. Vidim stvar od blizu, vidim faul, ker oni daleč ne vidijo tako dobro, jaz točno vem, ampak vsi grejo proti meni in jaz sem grešen kozel. S tem se resnično borim nocoj na tem terenu, na eni strani z vami Zoomom, na eni strani pa tukaj z vami. Lejte, en tak primer. Vozim počasi, recimo, da sem na cesti, ker poskušam najti določeno lokacijo, ne poznam kraja, nekje sem se znašel na neki drugi lokaciji in nekdo se vozi za mano. Ja? Jaz sem kar ujet in prizadet, ne razumem ne sebe, ne nergača. V glavnem, jaz sem prizadet, ne razumem ne sebe, ne nergača na cesti in kaj se zgodi, to jemljem osebno. Preprosto vzamem prizadeto osebno, ker me tisti tam ne razume in skače okrog mene. Vem, da ne bi smel tako reagirati, ampak to se zgodi. Ampak vsi vemo, kaj mislim, Ti kar kriza vre. Znoriš. In kadar nekdo rabi malo več časa, da se nekje znajde, da si nekaj pogleda iz avta, pa zadaj nastane kolona, kakšno minuto več za stvar ali obratno, vse postane nervozno. Postanemo nestrpni. Kaj se zgodi? Nastane en poseben občutek. Nek poseben načutek v glavi nastane, v želodcu, v trebuhu.
povsod ščemi, oči begajo, telo se zadržuje v napetosti. Človek ima občutek, da ni dovolj pomemben, da vsi grejo proti njemu, da vse vriska, piska, trobi, tuli. In ta občutek ponovno, kot šofer recimo v tej situaciji, vzamem osebno. Vse gre proti meni. Podobno kot na igrišču na tekmi, vse gre proti meni. In tega občutka se ponavadi niti ne zavedamo in ga vzamemo kar profesionalno. Zato, ker se ga ne zavedamo, ga vzamemo profesionalno, ga vzamemo z navado in se človek tega navadi refleksno in ne razmišljaš, kaj se dogaja. In ta občutek je res problem. Ampak, glejte, na srečo sem danes jaz tukaj z vami, povedal sem vam, kaj se bo dogajalo, ampak ker sem nocoj vaš govornik, ker se s pritiski ukvarjam že kar nekaj časa, recimo temu 27 let, nekaj časa v cerkvi sem pridigal, nekaj časa sem pridigal moji ženi, zdaj včasih povem kakšno stvar tukaj pred mikrofonom, a ne, govorim in se zanašam na to, da pač recimo, glede na to, da sem tukaj, da sem vam všeč, da me prenašate, ne vsem, ampak v večini, a ne, vse do takrat, ko vas lahko uspešno nekako potegnem v zgodbo in s tem pridobim vašo pozornost. To je prijeten občutek. A veste, kako je to lušten, ko ljudje se nasmejejo, ko poslušajo, to je res neverjetno. Jaz se spominjam, ko sem čaral in sem aplavz dobil, kakšen občutek. Ampak, ljudje božji, v trenutku, ko vidim, da nekdo ni pozoren, naprimer, ko nekdo pogleda v svoj pameten telefon, se zgodi. A veste, kaj se zgodi? Človek ni pozoren do mene, gleda v telefon, me ignorira. Ja, ne, nocoj ste na varnem, zaradi mene lahko imate vsi telefone v rokah, res jaz se ne bom nič jezel, nič ne bom jemal osebno, vzemite pametne telefone v roke in to lahko začnete govoriti sosedom zaradi mene. Ne bom jemal osebno, nocoj tega res ne bom jemal osebno. Zaradi mene lahko ugasnete Zoom, odidete iz tega prostora, brskate po pametnih telefonih, se lahko tukaj noč sprehajate. Ne, nocoj me ne bo nič zmotilo in tudi ne bom jezen na nikogar. Vsaj nocoj tega ne bom jemal osebno, če se že gremo to zgodbo, potem se jo gremo dobro. Kaj menite na to? No, vzemimo še en primer. Hvala, Blanka. Ok, vzemimo še en drug primer. Recimo, predstavljajte si, da ste res zelo trdo delali na nekem zahtevnem projektu. Materijo obvladate in ste mojster svojega posla. Res ste ponosni na svoj končni rezultat, na delo, ki ga pokažete, na projekt. In to je edino, kar na koncu dobite. Kaj? Kritika. Edino kritika. Vsi vas kritizirajo. Kako bi mogla stvar izgledati, kaj vse manjka na tem projektu, za katerega ste vi strokovnjak, pa ste toliko časa delali, kaj vse še ni urejeno in tako naprej, skratka nobene pohvale. Torej, po tem hladnem tušu, ki si toliko časa delal en projekt in ti ga vsi skritizirajo, ok, prideš domov. In to zgodbo želiš deliti ali s svojim otrokom, s partnerjem, sosedom, naj bo to mož, žena, otrok, bližnji, kdorkoli že, pač z nekom, ker moraš to dati iz sebe, ker je toliko težko, to hladen tuš. In jasno poveš človeku, ki mu to zaupaš in razumeš in upaš, da bo razumel, a ne, kdorkoli pač to že je. In seveda medtem, ko želiš izpustiti svojo bolečino, to negativno doživetje, ta poslovni poraz, neznosno bolečino in že pripoveduješ zgodbo, pa se ti kdorkoli že to može, to tam se začne ena TV nadaljevanka, se od tebe odmakne, prižge TV, ga vklopi, ter gleda svojo najljubšo špansko, turško nadaljevanko in ti ostaneš kaj? Prazen. Ta drugi poslušalec se spravi pred TV, ga vklopi ter gleda svojo najljubšo TV nadaljevanko. Dobro, kdo zdaj ne bi osebno čutil in razumel ene od teh situacij? Kdo tega ne bi jemal osebno pri tej ignoranci? Dajte mi pokazati, no.
Ne verjamem, da je med vami junak, ki bi pri takšnem dvojnem tušu ostal hladen in tega ne razumel. Najprej kot poslovni šus z ene strani, a ne, z druge strani pa osebno, dolgoročno, zmerno, a ne. Veliko od vas bi vzelo to zelo osebno, pa še kako osebno, z dolgoročno zamero, a ne, ampak zdaj, zakaj stvari, glejte, jemljemo in razumemo osebno, zakaj? Kaj je razlog, da se ne znamo, ne vem, od tega distancirati? Od tega namreč, da se počutimo napadene, nerazumljene, ignorirane, osamljene, zafrustrirane, pa kaj bi našteval. V taki situaciji se človek večkrat počuti kot zmečkana cunja, kot umazana krpa, iz katere je okolica izžela zadnjo kapljico, ostal pa je na cunji samo še prah in umazanija. In zakaj stvari jemljemo osebno? Nekdo samo nekaj reče in v moji glavi in v telesu se sproži mehanizem prizadetosti in po vsem telesu čutim bim bam, bim bam, bim bom in to je hudo, ful sem prizadet, vse me boli. Pa zakaj se to dogaja meni, pa zakaj ravno meni? Počutim se, ne vem, zanemarjen, ranjen, izrabljen, izdan od drugih ljudi in celo strani prijateljev ali strani partnerja. Zakaj, dragi moji, pride do tega? Zakaj? Veste zakaj? Zato, ker jaz v to verjamem. Ja, verjamem. Zato ker v to verjamem, se mi ravno to dogaja. Vse pravijo, vera gore premika. Ampak te gore lahko premika v dveh smerih. Najprej v meni, če v to verjamem, premika mene. Če pa verjamem na drugega, pa lahko drugega premakne. Ampak ravno mene, pa jaz sem tisti, ki bi želel z vero gore premikati, ali ne? Ampak vsaj tako je mišljen ta rek. To se zgodi, ker je kriva vedno druga oseba, dragi moji. Za vse so krivi drugi. To se dogaja, ker je kriv on, ker je kriva ona, ker so krivi otroci, ker je kriv projekt, ker je kriv šef, ker je kriva služba, ker je kriv redar. Za vse so krivi drugi. Oni so tisti, ki me ne marajo. Oni so tisti, ki me ne razumejo. Vsi so do mene zelo čudni. Vsi so odgovorni za moje počutje, odgovorni so za to, kar čutim. Vsi so krivi. Čist vsi drugi. Ja, pa še kaj. No, dajmo zdaj to malo razdelati. Zdaj pa počakaj. Počakaj malo, prijatelj, počakaj malo, član društva Belis. A je temu res tako? Pa kdo to pravi? To sem ravno kar govoril jaz. Vi ste vsi tukaj tiho, pa sem vas kar vse okrivil. V redu, kateri del v tebi nagovarja možgani, da so drugi krivi? Dajte mi povedati. A smo dojeli? Razumeš, čutiš, kje je trik? Kje te peče, kje te skeli? Dragi moji, na glas vam povem, ego, 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 ego. To je moj, tvoj, naš ego. Naš ego meni, da bi nas drugi morali sprejeti. Ja, naš ego noče kritizirati samega sebe. Ne, to pa že ne. Jaz sem najboljši, jaz sem najpametnejši, jaz se znam, pa kdo si upa meni kritizirati. Vse so drugi krivi. Naš ego želi biti, dragi moji, priznan. Jaz imam prav. Naj si kdo reče, da jaz nimam prav. Jaz imam vedno prav, nikoli se ne motim. Vse so drugi krivi. Ja, ti si kriv, vsi ste krivi. Za vse, kar se zdaj dogaja, ste vi krivi. Ker imam jaz vedno prav. Vse to bom dokazal. Zato, ker imam vedno prav. A veste, to se tako dela, prav imam, ja. V redu. A je to tisto, kar si želite? Ali želite imeti prav? O moj bog, to je naporno. A veste, kak napor je to? Resnično naporno. To je boleče in skeleče. Ko me moj ego prevzame, moj ego, se ves dan dejansko borim le s seboj proti sebi. Ne z drugimi. V bistvu se borim sam s seboj. Temu bi jaz kar rekel samoboj. Boj s seboj, bitka za lasten ego proti tujemu egu. In to ne gre, to boli.
To pritiskanje in to pritikanje, to boli. V takem stanju sem stalno v nasprotju z ljudmi in s preostalim svetom. A veste kaj, tak odnos človeka čisti sprazni. Ga izžame, no, požre vso energijo. Pa kaj ne bi bilo lažje, če ne bi jemali stvari osebno? Bi bilo lažje, ne? Ker potem nihče nima več moči nad vami. Nihče nima več moči nad vami in tudi vam se drugače stvari dogajajo. Kaj se zgodi? Naenkrat ste svobodni. Ne ukvarjate se več s tem, imate čas za druge stvari. Ne? Ker potem nihče, ponavljam, nima moči nad vami. Okay. Doživeli bi veliko več harmonije in povezave in sreče in mirnosti in čas bi tekel povsem drugače in v drugi dimenziji, v drugem miru, v drugi zbranosti, pa da ne naštevam. Pa ne le znotraj vas, v srcu, v duši, v telesu, v ščemenju, ampak tudi zunaj vas, med vsemi nami in predvsem pred drugimi ljudmi. Seveda, ker se moje ali vaše počutje v tem primeru lahko usmeri le na lepe stvari, namesto da se nenehno spopada s stvarmi, ki vas mešajo, morijo, bolijo, jemljejo čas in živce, kradejo čas in vas mučijo in na koncu morda še zbolite. Torej si zastavimo danes skupaj eno vprašanje. Vprašajmo se, ali želimo imeti prav, ali želimo biti srečni? Ponovno vas vprašam, želite imeti vedno prav ali pa sebe? Kar sebe vprašam, hočem imeti vedno prav ali hočem biti srečen in zdrav in vesel? Kaj je zdaj? Vem, kaj si marsikdo od vas misli, vem. Jaz sem tudi takšen. Jaz, veste kaj, bom kar poskrbel za oboje, zato da bom vesel in če bom imel prav, a ne, in ko bom imel prav, bom vesel. Kaj menite na to formulo, a? Kar vse, ker človek ego, a ne spusti nič od sebe. Jaz bom poskrbel za oboje. Z veseljem bi udaril dve muhi na en mah, a ne, in to je to. Biti srečen s tem, ko dokazujem, da imam prav in enim gre to zelo dobro od rok. Lahko vam pa zaupam, da to dvoje ne gre tako lahko skupaj. Lahko je sreča brez dokazovanja, lahko pa je dokazovanje brez sreče in z muko in trpljenjem. Vseeno je, odločitev je vedno moja, tvoja, vaša in tako naprej. Razmišljajte. Upam, da sem vas vsaj malo spodbudil k temu razmišljanju, a ne? No, to storite. Kako postati srečen in stvari kljub vsemu ne jemati osebno? Zato smo nocoj tukaj. Recimo, postavimo se na tekmo. Recimo, da stojite na začetku tekme svojega življenja. Tekma, na kateri se boste naučili, kako prenehati jemati stvari osebno, ne prizadeto, ne osebno, ne panično. Mirno, sproščujoče, odločno, ne boleče. No, začnimo to tekmo in preizkusimo svoje sposobnosti. No, dajmo. Tako, kot je bilo rečeno, na začetku se bom skušal vživeti v sodnika in sedaj se pripravim na tekmo, na kateri je potrebno, kaj na začetku naredi sodnik. Kaj naredi? Meče kovanec, ne? Ok, to je to. Ampak preden bom vrgel ta kovanec, dajmo ugotoviti nekaj. Vsak kovanec ima dve strani, prvo in zadnjo, grb in cifro, a ne? Ok, v bistvu gre nocoj za dve strategiji. Za dve strategiji. In načelo te strategije, mene kot sodnika, je, da sta dve strani in nobene ne smem jemati osebno. Samo objektivno. Niti te strani. No, a kdo bo tukaj izbral ali pa kje? Kaj vržemo? Katero moštvo bo prvo? Rečemo cifra ali rečemo, kaj rečemo? Cifra, grb. Kdo je izbral? Cifra? Ok, gremo, ok, da vidimo. Bravo, evo. Cifra. Čestitam.
Ampak tisti, ki je zraven, ki ni imel možnosti izbirati, a ne, je glitko 50% možnosti, na drugi strani pač obraz. In zdaj bomo dve strategiji iz tega naredili. Želim, da nekdo izmed vas izbere, se postavi na eno stran in z menoj sodeluje. Ok, karkoli pade, je v redu, ampak bravo. Viktorija je imela srečo ali pa tudi ne. Izbrali ste prav ali pa tudi ne. Vse je vseeno. Povsem vseeno je, kaj je kdo izbral in kam je kaj padel. Pri tem metanju kovanca v bistvu gre najprej za neko igro na srečo. Strategija na obeh straneh kovanca pa je povsem enaka. Čeprav gre za dve plati kovanca, zdaj vam bom tole povedal. Ste pripravljeni na prvo strategijo? Ok, tukaj je. Prva strategija je ta, da si jaz rečem, ne gre zame. Ne, tokrat ne gre zame in to je cifra. Viktorija, to je cifra. Ne gre zame, gre za cifro. Ok? Gre za cifro. Sem Viktoriji poslušal. Ampak gledajte, to malo se sliši čudno med tekmo, ampak dajmo to razdelati. Zdajle tukaj gre za cifro. V redu? Ker jemljem stvari osebno, sem prepričan, da gre za mene. Ker jemljem stvari osebno, sem prepričan, da gre za mene, ko vidim, da med predavanjem nekdo gleda v telefon, se jaz počutim užaljenega in prizadetega. To smo že danes povedali, prezrtega, nespoštovanega. Mislim, gledajte, toliko truda in energije sem vložil v to predstavitev, toliko časa v priprave, pa dajte vsaj malo spoštovanja s tem, da ne gledate v telefon, ampak slediš temu, kar sem jaz pripravil zate. To je zdaj ta tekma. Mislim, jaz sem za to čist prizadet. Ok, to boli. Boli. Se sliši znano? Povsem znano. V današnjem času vseeno. Na cesti, ob kavi, v učilnici, na seminarju, za mizo, med kosilom, v avtomobilu, skoraj ni več kraja, kjer ni ignorance, kjer ni odsotnosti do človeka in prisotnosti v napravi. Skozi gledamo v te telefone, v računalnike. V tej napravi, ki žal še vedno rečemo telefon, da si ravno to že dolgo ni več, a ne? To že dolgo ni več telefon. Ampak pustimo to, v resnici gre za nekaj drugega. V tej zgodbi zdajle gre zame. Zares v resnici. V resnici pa ne gre zame. Gre in ne gre. Ne gre zame. Nihče me namerno ne zanemarja in nihče se namerno zaradi mene ne odmika in me namerno ne ignorira. Ne gre zame, če to skušam, pogledati z vidika druge osebe. Ok? Z vidika druge osebe. Zdaj sebe sprašujem, zakaj ta človek gleda v pameten telefon, medtem ko jaz predavam, medtem ko podajam snov, medtem ko sem na igrišču in sodim, gleda v svoj telefon in pol mi očita, da sem naredil narobe. A veste kaj, mogoče je pravkar ta človek sprejel, ne vem, neko pomembno sporočilo, ki ga je dolgo časa čakal. Morda pa tematika ali vsebina, ki jo recimo jaz tukaj podajam, te predstavitve konkretno, v resnici ni njegova najljubša tema, ni njegova najljubša skodelica čaja ali priljubljena kava s smetano, če smem tako imenovati, in se pač dolgočasi. Lahko bi mu bilo zanimivo, če pogledam drugače. Kaj pa, če pri tem človeku moje predavanje vseeno, ko gleda v telefon, se mu zdi zanimivo? Kaj pa, če si on na pameten telefon mojo vsebino zapisuje? Kaj, če vključuje snemalnik? Kaj, če se mu zdim zanimiv? Mimogrede, zelo pametno, da si kaj zapiše, da kaj posname, ker to počne, a ne, zaradi tega, ker ga zanima, jaz pa gledam z moje perspektive, da me zanemarja, a ne da? Glejte, v vsaki stvari se moramo naučiti, preusmeriti in to je ključno. Iz mene, to, kar jaz mislim in to, kar jaz čutim, v njega. Iz mojih misli, iz mojih pomislekov, iz moje obsodbe, v njegove misli, ki so lahko povsem druge, drugačne, njegove pomisleke.
v njegove rešitve trenutnega stanja. Zdaj pa stvar deluje povsem drugače. Zdaj se pa jaz več ne počutim užaljenega, ignoriranega, prizadetega, ker stvari gledam iz druge perspektive. Tega njegovega dejanja pa ne bom v tem trenutku jemal osebno. Saj sem vam obljubil, danes ne bo nič osebno, zaradi mene lahko poka, pada, lahko mes govorite tlele. Je, kakor je, gremo naprej. Zakaj bi to jemal osebno? Zakaj? Če mi ni treba. To se pravi, če poskusim videti namen drugega v drugem smislu, kot bi gledal recimo sebe, potem v tem trenutku, kar smo že rekli, hupanje, pa tistega, ki je vas za večerjo žalil, pa partner vas ni poslušal, pa projekte in tako naprej. Glejte, potem namesto jeze, namesto užaljenosti, notranjega draženja, naredim prostor za razumevanje. Ker prej sem gledal samo iz sebe. Jaz projekt, jaz se želim pohvalo, jaz se želim pogovarjati, jaz želim to, on drug tret. Tako pa naredim prostor za dobro počutje. Še enkrat, prostor zase, prostor za dobro počutje okoli sebe in tudi moja energija, moj sev, moja aura drugače sije v prostor srečo in kreira prijetno vzdušje. Pa vzemimo primer, recimo, da imate doma otroka, ki je hiperaktiven. Ko se vsi že spravljate spat v posteljo, pa vaš otrok tega nikakor noče v posteljo, se meče po tleh, brca in kriči, morda celo zavpije, sovražim te, ker me to, kar že petič rečeš, naj gre spat, a ne? No, zdaj pa vas nekaj vprašam. A boste pri svojem otroku to jemali osebno? Kako boste to vzeli? Mislim, zagotovo ne boste jemali osebno. A ne? Seveda ne, ker veste, da ne gre za vas. To ni vaša težava. Gre za to, ker otrok želi trmasto doseči nekaj, kar si je zamislil. Jezen je, ker želi čist preprosto stvar. Nekaj časa želi ostati še buden. Pa ga vi kot starš ne pustite in vztrajate, da gre spat. In pač pride do konflikta. In to je vsa situacija. Preprosto povedano. Prava situacija je, da v taki situaciji stvari ne jemljete osebno, pa naj bo ta strategija kakršnakoli že je. Seveda, ker ne gre zame, nisem jaz na prvem mestu. Nikoli ne gre zame. Vedno je torej treba pogledati in presoditi namero druge osebe. Recimo, vzemimo še en tak primer, da ste v avtu, kot smo že danes rekli, in za vami en nervozen, živčen sodnik z lučmi hrupa in kolne in ne vem kaj še zraven, verjetno to počne. Zakaj to počne? Ali zato, ker sem mu jaz na poti, ali zato, ker se mu mudi, ali pa ker je zgolj nervozen iz drugega razloga. Pa kdo bi to lahko vedel? Tudi tokrat, ko za mano nekdo trobi, ne gre zame. Kaj me pa to briga, če on trobi? Vidite, nisem jaz v prvem planu v tem, da postavim sebe v razumevanje drugega. Konec, ne gre zame. Kaj pa, če se on mu mudi, pa je zgolj nervozen iz drugega razloga, a ne? Tako preprosto je vse skupaj. Kar preveč preprosto se zdi in to je zgolj v teoriji. Mi tukaj govorimo, jaz tukaj nekaj govorim, povem par zgodb. To se da, to se ne da. Samo, dragi moji, ko pridemo v prakso, ko pridemo v situacijo, pa je to samo teorija. Ko te zagrabi sveta jeza, zaradi razočaranja nad drugimi, a ne? Kakšne misli vam rojijo po glavi? Imate kakšno idejo? Dame in gospodje, moji prijatelji, koliko misli proizvajajo naši možgani na dan? Kaj mislite? 50 000 misli na dan in lahko ugibate, koliko od teh misli je pozitivnih? Samo 10 000. 50 000 pa samih negativnih. Tako v takem svetu živimo. To torej pomeni, glejte, da je 80% tega, kar mislimo, negativno in to definitivno vpliva na nas. To je kar precej, a ne? To je kar velik odstotek.
To je tako visok odstotek, da bi lahko rekel, gledajte, ko vidite dva kolega, ki se pogovarjata in te v tistem trenutku pogledata in se začneta smejati, pa si vi mislite, verjetno so pa moje nove čevlje, ki imam nove in si jih tudi sami želijo, a ne? Nekdo te pogleda in ti si že ustvariš sliko, ampak vprašanje, če je temu tako. Ali pa recimo si morda mislite, smejijo se mi, ker sem neroden, govorijo o meni, spet sem na tapeti. Veste, za neustrašno razmišljanje v taki situaciji je potrebno veliko truda, da se pripravite in si rečete, drži se, fant moj, nimam pojma, o čem govorijo, naj govorijo, ne jemljem osebno. Tudi če vidim, da se meni smejijo. Vprašanje, če se meni smejijo, kaj pa če je en človek za mano, pa se tisnu. Tako da nobene veze, take stvari nimajo z mano. Ne jemljite osebno stvari. Torej, če želim videti le pozitivno namero drugega, ne glede na situacijo, a veste kaj, to od mene osebno zahteva veliko disciplino, ogromno treninga in ogromno samoodpovedi. In zato sem se jaz nekako odločil, da treniram svoje možgane vsak dan. Že prej, zdaj, skozi. In stvari ne jemljem osebno. Stvari se dogajajo zunaj mene. Skušam sprejeti, reagirati in ostati razumen. Zato treniram svoje možgane 1,5 ure vsak dan in če se postavim sedaj, tako kot sem vam obljubil v vlogo sodnika na igrišču, treniram že tam v čakalnici, ko se slečem, preden sploh se tekma začne, si dam pozitivne misli, a ne. Vidim pozitivne namere drugih ljudi, ves čas tekme vidim pozitivno vse, celotno obdobje tekme in zdaj vas vidim vse pozitivne na Zoomu, vas vidim vse pozitivne tukaj, pa vse v Ljubljani, vse vidim pozitivno, mene se pač ne dotikajo te stvari, ker ne jemljem osebno. Ampak kaj pa ne rečem za nogometne navijače, ki se pred vsako tekmo recimo ogrejem, umirim, ostanem miren, samo v sebi, ko pridem pa na tekmo, ali mi živci popustijo, ali se pustim sprovocirati. Zato se recimo pripravim pred vsako tekmo zelo, zelo dobro. Ne samo fizično, da lahko tekam za temi igralci in sledim podrobnosti, ampak tudi psihično. In v garderobi recimo je, da se postavim v to tekmo, si rečem, Mihael Tone, se vseeno, kdor je pač vlogi tega, prosim te, pazi, med igro se bo sprožilo veliko stvari, pazi, sprejeti boš moral odločitve, s katerimi se nekateri ne bodo strinjali, bolelo bo, gledalci bodo kričali na glas, govorili bodo hude stvari, ali pa še kaj hujšega. Zato rečem, Mihael, ne jemlji dogajanja na tekmi osebno. Ta tekma je lahko v pisarni, ta tekma je lahko na igrišču, ta tekma je lahko na cesti, v šoli, v službi, lahko je med partnerjema. Ne jemlji stvari osebno, saj ne gre zame. Drugi enostavno želijo imeti samo prav in to je njihova stvar, ne bori se z njimi. Preprosto želijo, da bi zmagala njihova ekipa, recimo na igrišču. Leva in desna tribuna, vsak navija za svojo ekipo in vsak bo naredil vse, da bi njegova ekipa zmagala. Kaj lepšega, ampak dogajajo se stvari. Jaz se osredotočim na namero druge osebe. In ko mi uspe, da se osredotočim na namero druge osebe, takrat sem zmagal, saj stvari ne jemljem osebno, ker skušam razumeti drugega. Skušam se v njega živeti. Je to veliko lažje. Ko uporabim to strategijo, zelo zavestno priznam, da se na terenu ali pa v življenju počutim veliko bolj enostavno. Čisto zares vam povem. To je potem poezija. Pride trenutek, ko recimo se trenerji in igralci ali gledalci ne strinjajo z mojimi odločitvami na terenu ali s tem, kar počnemo v službi ali doma, se vseeno. In takrat človeka zlahka vrže takšna situacija iz ravnotežja. Kaj naredimo?
kaj ti narediš v taki situaciji, a ne? Če se pa ne pustim iz ravnotežja vrčiti, ker ne gre zame, dragi prijatelji, to pa vedno in povsod deluje. Ne gre zame, gre za cifro. Ves čas smo govorili sedaj o cifri, ki si jo je Viktorija izbrala. Ok? Ampak to ne deluje vedno. Zdaj bomo pa ta kovanec obrnili na obraz in bomo rekli, gre zame. Ker ta strategija, veste, pa ni povsod primerna. Ne moreš kar ostati hladen vedno in povsod. Ker nekaj besed, ki jih recimo gledalci izrečejo na igrišču, ko grdo kričijo, me to zadane. Takrat me situacija resnično udari, kako že rečejo v živc, stopili so mi na živc, ker ne morem več. Ne? Recimo rečejo, ti si izguba, izberi si rajš drugi hobi, nisi dober za to. Pojdi v drug poklic, veš kaj, pojdi raje na ribolov. Wow, to boli. Meni nekdo reče, wow, ne znaš delati, ne vem, stvari, ki jih delamo vse življenje. Kako to boli. Ali pa nisi neki dober naredil, pa si dal ves trud noter. Boli, boli, boli. Morda se pa vpraša človek, kaj pa, če sem res sprejel napačno odločitev. Govorimo zdaj o tistem delu, ko si človek jemlje vse k sebi. A ne? To je ta obraz na tem kovancu. Mogoče pa imajo prav. Mogoče sem res izguba. Iskreno se včasih tako počutim. Vse gre proti meni. A res jaz vse narobe počnem? Ali vidite zdaj to? Vsak kovanec ima dve plati. Ima dve strani. In tako lahko ugotovim prvo strategijo v smislu, ko smo rekli, ne gre zame, ne sprejemam tega, to je zunaj mene in grem mirno v svet. Ja? Ampak, kadar pa to ne deluje več, to preprosto pomeni, da zdaj pa gre zame, ker so mi stopili na živc, moram se pogledati v ogledalo in si vprašati ter si priznati dejstva. Kot navaden začetnik se počutim, ko sem že ves izostren, da ne gre zame in pol mi naenkrat pohodi v živc, se počutim negotov, nebogljen, skrušen, prizadet, čist na začetku. Še posebej jaz, pa ravno meni se to dogaja, ravno meni. Počakaj, res nisem nikoli igral nogometa, ampak zdaj moram pa tle soditi, ampak a gre pri tej igri res zame? A gre res zame? Nekaj skupnega z mojo negotovostjo se dogaja, da tako hitro podvomim vase, ko sem že ves treniran in vse to poznam. Dvomim vase in ob prvem kriku pade moja sama podoba, ki sem jo toliko let gradil. Pa to je možno, to je, veste, tisti del mene, tisti del sebe, tisti del vas, s katerim se nisem nikoli sprijaznil, ga nikoli nisem raziskal, ga nikoli nisem priznal, nikoli ga nisem sprejel. To je tisti del mene, ki sem ga zanemarjal, preslišal in nikoli pripeljal do vrha razumevanja. Čutite, kam sem prišel? Čutite zdaj težavo? Sam moment, tudi če vam da šofer, recimo, za menoj teži hrupa in blenda z dolgimi lučmi, ker lahko ima takoj, ne vem, kaj v krvi, je mal pijan ali ima kaj drugega, a ga še vedno jemljem osebno. Ko se muči ali utripa s svojimi žarometi in ne vem, preganja. A veste kaj? To izhaja iz našega otroštva. Kaj pa, če jaz v resnici kot otrok nisem bil nikoli dober? In kot otroku mi je nekdo rekel, Mihael, ti si sebičen. To boli, boli, boli. A ne? Boli. In kot otroku, da ne sprejemam vedno stvari takšnih, kot so, da ne razumem sebe, da ne razumem drugih, a ne. In ko so me potrebovali, me ni bilo, so me kritizirali, skratka situaciji v otroštvu, veste, kaj se dogaja. In če me v tej točki kritizirajo, kako to boli. Boli, a ne?
Verjetno so to slike, vtisi, občutja in prizadetosti res, ki so zakoreninjene v otroštvu. Ja, mogoče kot otrok nikoli nisem bil dovolj dober, kadar sem se odpravljal domov, kjerkoli že, ko sem bil še vedno kregan in to vzel osebno. A čute na drugi strani zuma, se čuti, da je to možno, da neko stvar zanemarjamo in nam nekdo pohodi živc ravno takrat, ko ni treba. In si lahko vse življenje obrnemo narobe. Stvari lahko vzamemo osebno le takrat in samo takrat, ko se dogodek dotakne tebe osebno, tvojega živca. Takrat si moraš pa dati, priznati, da se ti je to zgodilo. In to je trenutek, ko si moramo pa privoščiti nekaj samovšečne empatije. Ker takrat, ko boli, kako boli, res boli, boli. In ko ti nekdo najde slabo točko, ja, takrat, ko ti nekdo najde slabo točko in potem še namerno hodi po živcu, ker ve, ker čuti in vidi, kje ima človek drug, tvoj prijatelj ali kdorkoli že slabo točko, ker pozna, namerno pritiskati ja, kamor ne bi bilo treba. In to vedno ob tisti uri, ki je najmanj treba. In ob tistem času in kraju, ki je najmanj treba in ti hodi po živcu. Tja, kjer še sam seboj nisem uspel urediti, mi pritiska, kjer še nisem razčistil in sprejel bolečine, prizadejane iz otroštva. Lejte, treba si je priznati slabo točko. To točko je potem treba blažiti, če pride do situacije, ko se prepozna, ko se aktivira in sem proti temu nemočen. In če jemljem osebno in sem nemočen, se počutim žalosten, se počutim prizadet in če ne dobim tega, kar pričakujem, sem kot tisti otrok, ki kričim in se mečem po tlem. Kot tisti otrok iz prejšnje zgodbe, a ne, se spomnite. Je želel samo nekaj trenutkov dlje ostati buden in mu je oče dejansko stopil na živec. Vidiš, čutiš bolečino in to se lahko zgodi vsakomur. Meni, tebi, vam, komorkoli. Takrat si moramo, veste, dati čas empatije, si naliti čistega vina, se pogledati v ogledalo in spregovoriti s seboj. Najprej se je res potrebno iskreno pogovoriti s seboj, potem pa naprej, potrebno je v situaciji, ki se ponavlja, če se vam ponavlja, a ne, s tem surovim živcem povedati tudi tistemu drugemu v tebi, kaj se dogaja v tebi. No, lahko rečem takole, hej, treba se s človekom pogovoriti, ko ti nekdo stopi, se treba z njim pogovoriti in mu dati vedeti, da to boli, naj tega ne počne. Če imate to možnost, če pa nimate, je treba pa spet povedati ali pa napisati in lahko rečemo, hej, tukaj sem sredi svoje zgodbe, ki bi jo želel deliti s teboj in ti hladnokrvno odideš, klupiš televizor in gledaš TV limonado. Zdi se mi, kot da ti ni mar za mojo zgodbo, za mojo bolečino, ki jo želim izraziti. To res ni lepo od tebe. A ni lepo povedano? Nisem jaz zdaj tist, ki sem zanemarjen, užaljen, jezen, nisem vzel k sebi, razumel sem človeka, a ne, in mu pač povem, želel sem ti to povedati, a ne, deliti s teboj, ti pa pač me ignoriraš. Ni lepo od tebe, ampak ne smemo pa človeka užaliti ali pa se z njim skregati. Povedati situacijo takšna, kot je. In tukaj je ključ take komunikacije. Samo v primeru, ko ti res nekdo pohodi živc, skušajte povedati, kje vas boli, zakaj vas boli in kaj pričakujete od tistega, ki vam nenehno tumba, a ne, po živcu. To je ključ za naprej za življenje. To se pravi, potrebno je odpreti rano, potrebno je povedati, da poveš, kaj čutiš, vendar je to treba povedati takoj na tak način, da ne kriviš druge. Šele tako se ti lahko vrne možnost, da te bo drugi razumel. Šele ko drugega razumeš in mu poveš svoje tegobe, tako da ga ne kriviš zaradi lastnih tegob, takrat se bo začelo dogajati. Me razumete, kam ciljam? Ok. Zdaj smo na tem obrazu pri kovancu, a ne, ki boli, ki nam hodi po živcu. A ne, tam smo se odmaknili, ni problem, tle se treba pa spopadati, tle treba pa si vzeti čas, ampak ne drugega kriviti,
drugega soditi in tako naprej. Ne? Ja, v redu. In sedaj za zaključek, da ne bomo predolgi, če mi dovolite, da vam povem, kako stvari ne jemati osebno, sploh stvari ne jemati osebno. Prvič, stvari ne jemljem osebno, kako? Ne gre zame. Nikoli nisem v prvem planu, ego sem vrgel v stran, ne gre zame. Cifra, to, kar je Viktorija izbrala. Ne gre zame, sem objektiven in me nič ne boli. Da pa to dosežem, moram nujno preveriti in pogledati osebno stanje drugega človeka. Se pravi, jaz moram drugega razumeti, videti, da mi drug ne želi nič slabega, da če to reče, da ne misli mene, ampak nekaj drugega, drugo situacijo, namesto da gleda v telefon, mislim, da me ignorira, ne, lahko si zapisuje, kot smo prej povedali, ne, skušam ga tolerantno razumeti, tega drugega človeka, kadar se ta vzorec pri osebah, s katerimi živim, načrtno ponavlja, vendar je kljub vsemu potrebno izreči, povedati to, kar človek čuti. To smo že rekli. Zdaj, če ne poveš, potem je človek s teboj lahko 30 ali več let in ne bo vedel, da reagiraš zato, ker te ravno tam boli in zato nastane težava, ker tega nikoli ne poveš in nikoli ne izraziš. In zato nastanejo težave. Zdaj, če ta strategija ne deluje, potem obrnemo kovanec k obrazu, se pravi, v tem primeru pa gre zame. Če čisto na kratko ponovim, gre zame, ker sem prizadet in v tem primeru si moram dati empatijo in se priznati bolečino, spregovoriti. Moram si dati čas in moč, da spregovorimo o bolečini. Ok, vsi, ki smo nocoj tukaj zbrani v tem lepem ambientu, vas lepo prosim, ne jemljite mene sedaj osebno. Prosim, ne jemljite me osebno, čeprav se zanašam ravno na to, in upam, da boste osebno vzeli vsaj nekaj za svojega življenja iz tega, kar sem vam povedal in o tem razmišljali. In če boste preizkusili to, kar sem vam povedal, ozavestiti, mi je uspelo sporočilo, mi je uspelo dovolj. In spomnite se samo kovanca, da ima dve plati. Ima cifro, ne gre zame, ima obraz, gre zame. To moram razčistiti, povedati, pa ne tako, da tudi drugega žalim, drugega krivim. To drugo plat moram razčistiti. In če tako razmišljamo in če to storimo, lahko preizkusite ti dve strategiji vedno v praksi. Na sodišču, v šoli, kjerkoli, pri zdravniku, ni treba nič komplicirati, nič posebnega ni. Če vas zaboli v trebuhu in stvar jemljete osebno, potem gre za vas, gre za obraz. Ne? Če pa samo poveš, kaj čutiš ob tem, ko ti ta pritiska na ta gumb, je potem to rešitev, ko ti pritiska. Predstavljajte si, samo predstavljajte si, če bi lahko vsi tako v praksi vse to uresničili in si res v resnici povedali, si dali duška. Jaz mislim, da bi se naši odnosi neskončno hitro izboljšali. Da bi po resnici vsak povedal, kje ga žuli, kaj ga boli, pa naj pove, dobil sem podkupnino, moram cepiti. A ne? Jaz pa bom rekel, v redu, ti moraš, ampak jaz nisem za to in sva zmenjena in nobene zamere, nobenega pritiska. A ne? Stvari tečejo dalje, če smo v svobodni deželi, če pa nismo, so pa stvari zelo hude. Se pa pač težko izboljšajo. Skupaj bi lahko tako ustvarili boljši svet. Ali ne bi bilo super? Treba se je odločiti, gledajte, ali boš srečen, ali pa boš imel prav. Če želiš oboje, potem moraš postati sodnik in s tem celo nekaj denarja zaslužiti. Naprimer 50 evrov na tekmo. Ok, v redu. A bi imel kdo teh 50 evrov? Bi jih imel, ne? Seveda. Kaj pa, če jih pripognem na pol, takole recimo, jih dam na polovičko. A bi jih še imel? Tudi ne? Kaj pa, če ga pripognem tako, pa še tako? A bi še zmer imel teh 50 evrov? Ni, ne? Kaj pa, če stopim na njih, pa sem jih bil v pasjem dreku, a bi jih imel še zmer? Bi, ne? Bi kar. Kaj pa, če jih popluvam?
plunem na teh 50 evrov, bi jih še imel. Glejte, karkoli delaš, on ohrani svojo vrednost, dragi moji. Zato vam povem nekaj. Kdo ne bi želel zaslužiti nekaj evrov, se tako naučiti, recimo na tekmo dobim kot sodnik 50 evrov in še na živc mi hodijo in se učim, a ne. Kdo se ne bi želel ob učenju še nekaj naučiti? Koliko vas je dvignilo roke, ki bi tole imeli, a ne? Ja, pa dajte se učiti, a ne, dajte se k sebi spraviti. Dobro. V redu, mi smo zdaj teh 50 evrov obdelali in glejte, da čisto zaključimo. Ljudje vas lahko napadajo, lahko vas kritizirajo, ignorirajo, lahko vas žalijo z njihovimi besedami, vas izpljunejo ali celo hodijo po vas. Ampak nekaj si zapomnite, karkoli storijo ali rečejo, vedno boste ohranili svojo čast, svojo vrednost in to na obeh straneh evra. Potrebno je le paziti, katero stran boste bolj negovali in gojili. Jaz sem se odločil, da stvari ne jemljem osebno. Ja, res, veliko lažje je stvari ne jemati osebno, tako za okolje kot za prijatelje in posebej za mojo srečo in za srečo vseh, s katerimi se srečujem. Evo, to je moja izkušnja. Veliko lažje stvari jemati res in zato se vam zahvaljujem za to pozornost. Upam, da vam bo vsaj kakšna beseda ostala, da jo boste sprocesirali in uresničili v vsakdanjem življenju.